Je letošnji 28. Svarunov pohod uspel? Ja, letošnji pohod je pa zelo uspel. Zelo smo zadovoljni z obiskom. Zadovoljni smo z vremenom, ker je bilo lepo sončno vreme. Pa sicer smo se malo bali medvedk, pa kljub vsemu se je vse srečno izteklo. Koliko pohodnikov oziroma pohodnic je bilo? Ja, vse skupaj jih je bilo kar okrog 200. Imate pa dve poti? Ja, naredili smo pot, eno imamo krožno, to bi naj bila originalna in poteka tako, da gre najprej na vrh nad Želimljami, potem se spusti v Želimlje in nazaj na Škofljico in je kar 23 km. In zaradi tega smo potem naredili še eno krajšo, ki je 15 km. Seveda, potem se z te vmesne postaje iz Želimelj pripeljejo udeleženci s kombiji nazaj na Škofljico, ker imamo pa zaključek pod Ruskovim kozolcem na Škofljici. Zakaj se imenuje Svarunova pot? Ja, Svarunova pot pa zaradi tega, ker je to starosta Slovenov iz romana Pod svobodnim soncem Frana Saleškega Finžgarja. Zato smo ga zbrali. Pripravite običajno tudi kulturni program? Ja, ponavadi imamo, kar vedno imamo zdaj v zadnjem času kulturni program na zaključku poti, tudi vmes se nekaj dogaja. No, na zaključku so pa najprej zapele Čotove pevke ljudske pesmi, potem je nastopila skupina Svarun, tako da so odigrali Odlomek izpod svobodnega sonca. Zadnja točka je bila pa naša baronica iz dvorca Lisičje. Od pohodnikov sem slišal, da so bili tudi zelo lepo postreženi na poti. Ja, to je pa res. Naši domačini so zelo gostoljubni in prav za ta dan, ki je tu državni praznik, se res pripravijo in radi sprejmejo pohodnike, radi jim dajo pokusiti svoje dobrote, naj bodo sladke ali pa kakšne drugačne, se pravi in domača salama ali zaseka, piškotki, potica, lanena potica. Katere znamenitosti pohodniki srečajo, če grejo po ta dolgi poti, torej po 23 km dolgi poti, in tisti, ki grejo po ta kratki 15 km? Ja. Oboji se najprej ustavijo tukaj pod Ruskovim kozolcem, je start. In cilj. In potem cilj, ja. Naslednja točka je že zelo blizu, v Zalogu, kjer predstavimo našega slavista Primica, ker je pač tam bil rojen, ne? Je pa seveda on bil prvi, ki je predaval slovenščino na Graški univerzi. Potem je že naslednja točka, Postojanka, kjer so zakuske Drenik, naslednja je Smrjenje. Znamenitosti imava pa na Gradišču, kjer se sprehaja Svarun. Pomemben kulturni spomenik je pa Gotska cerkvica na vrhu nad Želimljami, v kateri so freske, ki prikazujejo vse svetnice, ženske svetnice, ne svetnike, ampak svetnice. In te freske so bile narejene zato, da je duhovnik lažje poučeval verouk takrat. Je pa iz te cerkve tudi en lep kip Marije, ki pa ni več v cerkvi, ampak je v muzeju v Ljubljani. Pa se spustimo v Želimlje. V Želimlju imamo pa majhno spominsko sobo Frana Saleškega Finžgarja. Torej, vsi, ki se udeležijo tega pohoda, morajo plačati tudi startnino, ne? Tako je, ja. Startnina je 5 evrov, kdor pa potem še malco na koncu, letos je bil golaž, lahko je obara, ne? Ali pa kdaj tudi klobasa kranjska, je pa še 5 evrov. No, torej, potem ob koncu tega najnega pogovora lahko pohodnike in pohodnice povabijo, da naj pridejo zopet drugo leto. Tako je, tako.